Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Tuje hočemo, svojih ne damo. Alenka Bratušek se, kot rada deli z nami na družbenih omrežjih, navdušuje nad kitajskimi vlaki. Ti so res hitri. Enako je očitno navdušena nad francoskimi rumenimi jopiči. Ti so res, rumeni. Kaj jim je skupno, se boste vprašali, vlakom in jopičem? Ja, da niso slovenski. Zato imamo za ministrico Alenko zgolj eno vprašanje. Kaj pa Slovenija? Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali sanacija iz prve roke. Kaj je šlo in kaj ni šlo narobe pri sanaciji slovenske bančne luknje? Je odgovoren za bančno luknjo. Jaz res ne vem, kaj je bančna luknja. Pojma nimam. Naj policija to razčisti. Še ne spomnim. Se ne spomnim. Brez veze. Približno vidim, kam to pelje. Tega se ne spomnim, jo. Težko se spomnim. Tega se ne spomnim. Sicer pa na ta vprašanja ne bi želel odgovarjati. O sanaciji bank, oziroma o tem, kot bi rekel naš stalni komentator Rado Pezdir, kdo je zajebal in kdo ne, se bomo pogovarjali z bivšim ministrom za finance, bivšim dolgoletnim direktorjem Urada za makroekonomske analize in razvoj in enem največjih insajderjev slovenskega reševanja bank, dr. Janezom Šušteršičem. Janez, dobrodošel ponovno v naši oddaji. Dober večer. Janez, nekako teče debata v Sloveniji, posebej v zadnjem času, predvsem o dveh fazah sanacije bank, največ sicer o zadnji fazi, se pravi izvedbe te sanacije, malo manj o tej srednji fazi priprave sanacije bank, ampak vseeno mislim, da bi morala oddaja današnjo najin pogovor začeti pa s tisto prvo fazo, kako je sploh prišlo do bančne luknje. Jaz mislim, da si ti tu kar prav sogovornik, ker si imel to srečo ali pa nesrečo, da nisi bil na nobeni uradni funkciji takrat, ko se je ta stvar dogajala. Bil si prej, bil si potem, ko si reševal to zagato, ki se je zgodila prstov v marmeladi pri tem, ko je luknja nastajala, pa nisi imel. Tako da, če dovoliš, bi najprej začela s tem. Kako ti to vidiš, ta nastanek te bančne luknje pri nas? Bančna luknja pomeni seveda tisti obseg slabih terjatev bank, zaradi katerih je potem bilo potrebno banke večkrat dokapitalizirati. Ta luknja je nastala z več razlogov, eni so bili čisto ekonomski, tako kot v vseh državah v krizi, neke so bile slabe poslovne odločitve, ki se tudi zgodijo v vsakem podjetju včasih. En velik del te bančne luknje je bil pa tudi vpliv teh omrežij iz ozadja, ki so vplivali na to, komu so banke dajala posojila, s kom so banke sklepale posle, kako teh posojil niso ali pa so terjale nazaj in obnavljala. To je zahvaljujoč komisiji, ki je bila v Državnem zboru in Rado Pezdirju, ki je te zadeve natančno analiziral, kar precej dobro že znano. Tako da tukaj ni kaj dosti veliko za dodati, samo mogoče kečemo kakšne odgovornosti in konsekvence za potegniti iz tega. Ja. Sem tole bi se še vprašal, okoli tega pa greva pol naprej. Dve vprašanje imam še tukaj zate. Eno je ta, zakaj ti misliš, da se danes o tem več ne pogovarjamo, a je problem zgodovinski spomin ali je kaj drugega? Meni se v bistvu ne zdi, da se o tem ne pogovarjamo. Je pa res, da je to, kot rečeno, neka zgodba, ki je bila raziskana in zdaj se da dejansko so na potezi organi pregona, kot se temu reče, tožilstvo, sodišča, da te zadeve tudi dobijo nek epilog. In meni se zdi normalno, da zdaj pa je recimo neka nova preiskovalna komisija v Državnem zboru, ki pa preiskuje potem ta drugi korak sanacije, potem, ko je bila luknja ugotovljena, dokapitalizacije banka. Tako to je zdaj v bistvu naslednji korak. Ja. Je pa res, da so se pa pojavile neke interpretacije, zdaj seveda v zvezi z to polemiko o tem, ali je bila luknja v bankah previsoko ocenjena. Zdaj nekateri ljudje že kar razlagajo, da je luknja sploh ni bilo ali pa da ni bila tak problem in tako naprej. Tukaj pa seveda tega pa ne smemo pozabiti, da je luknja bila, pa zakaj je bila. Ja, sam tole bi te še vprašal, ker mislim, da bo pomembno za najino nadaljno debato in sicer vloga Banke Slovenije kot regulatorja, ker naši gledalke in gledalci verjetno ne vemo toliko detajle. A ima
tu kakšne vzvode Banka Slovenije, da bi lahko v tistem času, ko so banke ravnale pač negospodarno, dajmo reči, ali pa ko niso spoštovale pravil, niti lastnih, niti drugih, da bi lahko bolj odločno odreagirala, bi lahko prej zaznala ta problem, ali je bolj brezzobi tiger? Mislim, da Banka Slovenije ni brezzobi tiger, ima cel kup regulatornih inštrumentov, izvaja lahko zelo natančen nadzor bank, ima vpogled lahko v karkoli banke počnejo. Tega recimo Ministrstvo za finance ne more imeti, ne? Čeprav je lastnik, ne more kar priti v banko in začeti gledati recimo kreditnih map. Ne? Banka Slovenije pa lahko ima tudi svoje regulatorne mehanizme, kjer recimo klasificira te terjatve, lahko banka marsikaj odredi direktno skozi ta nadzor, sprejema tudi kakšne uredbe za banke. Ne? Tako da vsekakor ima dovolj vzvodov. Se pravi, bi lahko tudi kakšno potezo prej potegnila? Ja, predvsem ima veliko vzvodov pri tem delu nadzora banka, ne? In pri vplivanju na njihovo obnašanje. Manj vzvodov ima pa za takrat, ko treba sistemsko reševati banke, oziroma jih je šele skozi krizo dobivala s spremembami zakonodaje. Tam pa je seveda država kot lastnik ali pa tudi ne kot lastnik tista, ki ima pa finančna sredstva, proračun, če je treba reševati z dokapitalizacijami banke. Zakaj je bil po tvojem mnenju ta nadzor pomanjkljiv? A zato, ker so se pač fantje poznali med sabo, so si recimo preveč zaupali ali so bili kakšni drugi razlogi, da se to ni počelo? Moje mnenje je, da se je nekoliko celo to obdobje Pahorjeve vlade podcenjevalo problematiko v bankah, finančno krizo, možnost njenega trajanja, njene globine in se je sprejemalo ukrepe, ki so na nek način odlagali reševanje. Bila je kakšna dokapitalizacija manjša, bili so te socialno naravnani ukrepi za recimo ohranjanje delovnih mest, bili so ukrepi za likvidnost bank, se pravi to, da je država vzela 4 milijarde in jih posojila in jih položila v banke, da so banke ostale likvidne. Ni pa bilo nekih resnih korenitih sprememb. Vsi večji posegi, takrat je tudi, če kdo predlagal slabo banko, so bili nekako zavrnjeni. Banka Slovenije pa predvsem od lastnika pričakovala, da bo reševal svoje banke. Od lastnika seveda države. Ja. In mislim, da je bilo kar dosti ležernosti v tistem času. Ja. Zdaj, ko si ti prišel na funkcijo ali pa ko si prihajal na funkcijo, recimo, ko ste pač se pogajali glede koalicijske pogodbe in tako naprej, a si že takrat pričakoval, si vedel, da bo poleg seveda pač ZUJF-a, zaradi krize, se pravi Zakona o uravnoteženju javnih financ, da bo ta sanacija bank pač eden največjih, če ne največji zalogaj tega tvojega ministrovanja? Pravzaprav ne, zaradi tega, ker nekako sporočilo je bilo, da je morda bo potrebno 150 milijonov za NLB in to je bilo vse, kar je bilo samo to, se pravi, s tem ste vi takrat operirali. Vlade, ja. Potem smo pa naročili te skrbne preglede z zunanjimi mednarodnimi izvajalci in se je pokazalo, da je ta luknja okrog 600 milijonov že takrat bila, potem se pa še povečevala. In seveda tudi zaradi tega, ker smo to ugotovili in o tem tudi govorili, bilo bi zelo nenavadno, če ne bi ljudi seznanili s oceno, neko realno oceno situacije v bankah. Je tudi Slovenija prišla na radar. Nekih bonitetnih agencij, mednarodnih časopisov, Evropske komisije kot država, v kateri so problemi morda gotovo večji, kot se je do takrat mislilo. In kjer lahko te problemi, če se na njih ne bo reagiralo, tudi eskalirajo do te mere, da bi bila potrebna kakšna mednarodna pomoč. Ja. Zdaj, te zunanje skrbni pregledi, predlagam tukaj par mitov razbijava. Zdaj, a je tukaj res, kako to je izgledalo? Ste vi imeli kakšen vpliv na to, pač po kakšni metodi se to pregleduje ali ne? Ti verjameš, da bi ti pregledovalci imeli nek svoj lasten, ne vem, finančni, kakršenkoli drug interes, da bi recimo to pregledovali na način, da bi bilo slabše za Slovenijo? In še največja teorija zarote, da so že takrat, ne vem kdo sicer, pač Evropska komisija in mednarodni finančni trgi imeli v planu kasneje pač Slovenijo potisniti v položaj, ko bo morala sanirati svoj finančni sistem. Po mojem te teorije zarote v tem delu ne držijo. Je pa nekaj res, da mi, ko smo naročili takrat skrbni pregled teh dveh bank, NLB in NKBM,
Ja. smo to naredili predvsem za lastno informacijo o stanju in potem zasnovanje teh ukrepov. Kot skrben gospodar, ko pride, da pogleda, Tako, kaj je prevzel. tako. Ne? Okay. Tisto, kar se bo potem dogajalo že v mandatu naslednje vlade, je bil pa pregled, ki je bil že delan z jasnim namenom, da bo po njem tudi da bo to osnova za prenos na slabo banko, ker takrat je zakonodaja bila, ne? In je bilo treba to oceniti. Zdaj, tukaj jaz seveda mislim, da prvič je treba reči, da dejansko drži, da te mednarodne finančne inštitucije pogosto delujejo kot neki jastrebi ali pa morski psi, se reče temu po angleško, ne? In da, ko začutijo, zavohajo to kri, ne? Da je neka država na robu finančnega preživetja, priletijo v to državo in včasih jim je tudi v interesu, da se širijo kakšne slabe novice, zato ker nižjo kot je vrednost premoženja, več lahko oni potencialno zaslužijo. Ne? Zdaj, a je to konkretno interes tistih, ki delajo pregled, ali tistih, ki državo bolj spremljajo, jaz težko rečem. Res je tudi, da recimo, če pogledate Evropsko komisijo, je tam kar nekaj podjetij, ki so v več državah delali z Evropsko komisijo. Nekaj je bilo tudi pri nas potem omenjenih. Oliver Wyman, recimo tudi Pimko, od katerega smo v eni fazi, zadnjič minister Čufer povedal, tisti kredit, ki ga ni upal niti povedati. Neko posojilo v zadnji sili. Ni upal povedati zaradi tega, ker v finančnem svetu, po moje, se kar dobro ve, kaj to pomeni, če ti Pimko da posojilo, potem, ko se pol leta pogovarja s komisijo, kaj narediti. Ampak in tukaj so se te interesi in ponudbe zelo nenavadne prihajajo včasih. Že v našem času so, ko se je začelo govoriti o teh možnostih. Ampak če ti poznaš te zadeve, pa se tudi pač veš, da se to dogaja in se znaš temu upreti. Verjetno ni to stvar, da te preseneti. Mislim, kdaj moš reči tudi ne. Jaz tudi verjamem, da tudi minister Čufer je kakšni zadevi rekel ne. Tako za ilustracijo, kot bi rekel Bobovnik, da bodo gledalci imeli neko predstavo o tem. Lahko recimo omenim dve anekdoti, dobili smo od ene tuje banke enkrat ponudbo, da bi dali posojilo državi, če država zastavi delnice Krke, kot garancijo za to posojilo. In to je prav Krke, ne kar enega podjetja, ampak prav Krke. In to meji res na vele izdajo, če to narediš, po moje. Tudi posojilo bi bilo par 100 milijonov, ne bi nam dali nekaj milijard. A pa recimo, ko smo prodali ameriške obveznice, so nam sporočali prek nekih kanalov, da brez Goldman Sachsa mi nikoli ne bomo prodali obveznic. Mi potem vse nismo izbrali Goldman Sachsa za svetovalce pri prodaji. In potem še tekom prodaje, ker sta tekla dva procesa hkrati, eno je bilo prodajanje obveznic, drugo je bilo pa zavarovanje tečajnega tveganja, kjer pa skleneš dodatno zavarovanje, tako kot se to dela na finančnih trgih. In je tam recimo Goldman Sachs ponudil zelo dobro ceno pod pogojem, da vse obveznice prodamo njemu. In tukaj nam je bil to signal, da mi bomo te obveznice očitno res prodali, ampak je spet noro, če nekomu prodaš za milijardo pa še več obveznic, ta inštitucija finančna lahko vpliva popolnoma na te, lahko določa tvojo ceno na trgu, lahko določa, kaj se o tebi piše, lahko umetno recimo dvigne donos, pa te spravi na naslovnice časopisov, lahko ga zniža, če jim na drugi strani nekaj daš. In seveda na to nismo pristali. Trojka je boljša od takih, celo trojka je boljša od takih nekih dilov v ozadju. Ampak vse to pove seveda, da te finančne inštitucije so zelo pozorne in skušajo seveda vedno, ko gre nekomu slabo, fajn zaslužiti. Da bi pa zdaj celotna zgodba, da je Slovenija sploh prišla na slab glas in da je pri tem sodelovala komisija, to po mojem ne. Mislim, da so tle druge stvari veliko bolj bile pomembne. Zdaj sem sicer rahlo zbegan, če rečem hudomušno, ker do zdaj smo živeli v prepričanju, da ste vi bili v bistvu podaljšana roka teh mednarodnih finančnih jastrebov, oziroma morskih psov, šarkov. Zdaj pa ti to razlagaš, kako so vas probali speljati na ta nek let, pa se niste pustili. To bo verjetno pri marsikomu pač podrl naracijo zgodbe o pač sanaciji bank, pa kako je to šlo. To je ena taka situacija, v kateri država potrebuje zaupanje finančnih trgov, zato da se recimo lahko zadolži, zato da lahko tudi korektno spelje kakšne procese privatizacije. In seveda potrebuješ dobre odnose s finančnimi trgi. Tudi niso vsi igralci na teh trgih takšni, kot sem zdaj opisal s tema primeroma.
Tako da vse čas loviš ravnotežje, ne moreš jih pa vsaj takrat, ko si na funkciji, direktno napadati. Ja. A veš, pač Ja. enih stvari se ne dela. Razumem, ne? Če, Tako. tudi z gasilci se ne moreš čist skregati, tudi če so nesramni, ker pol, ko pride požar, jih vse narabiš. Ne? Požar je na dopustu, kakor vem. V redu, ja, požar je na dopustu, hodi, ja, ga pozdravljam ob tej priliki. Tako. Nič, Janez, predlagam si vzamemo krajši premor, po katerem bova gledalke in gledalci nadaljevala s komentiranjem sanacije slovenske bančne luknje. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš posebni gost, dr. Janez Šušteršič, eden največjih insajderjev sanacije slovenske bančne luknje. Janez, če nadaljujeva tam, kjer sva končala, preden smo si vzeli krajši premor, ali se strinjaš s tem, da je eden glavnih težav, da se ne razumemo v Sloveniji okrog te sanacije, to, da dobršen del javnosti, verjetno strokovne, tudi politične, ne verjame, da je Slovenija bila v resnih finančnih težavah? S tem je bil vedno problem, ja, ampak jaz ne vem, kako je to možno pravzaprav, ker zdaj tudi, če bi bila luknja 1,5 milijarde, kar je sicer ne verjamem, da je bila tako majhna, so to še vedno resne finančne težave. Je še zmeraj luknja, ne? Če plačuješ 6% donose na svoje lastne obveznice, pa ko ti bonitetne agencije ena za drugo znižujejo ocene, in to se dogaja že v času Pahorjeve vlade, potem država je v krizi. Jaz mislim, da vsa ta poročila, ki jih je tudi Evropska komisija pisala, pa Evropska centralna banka, enostavno ne bi mogla biti zmišljena ali pa nastati zato, ker je nekdo v Sloveniji rekel iz političnih interesov, da smo v krizi. Tako da jaz to enostavno ne razumem, gre pa verjetno za neko zanikanje realnosti. In to zanikanje realnosti je potrebno takrat, ko vidiš nek pojav, pa ga nočeš razumeti in potem ga zanikaš, pa neke nadnaravne sile potem prikličeš na pomoč, da ti ga razložijo, in to so ravno te teorije zarote o neki nadnaravni Evropski komisiji in nekem nadnaravnem Janezu Janši, ki sta kriva za vse. Ja, ki z eno izjavo na Radio Ognjišče pač prepriča tuje finančne trge, da nam znižajo bonitetne To je gotovo ocene. ena najbolj poslušanih radijskih postaj v Evropi, mimogrede. Ja, pa verjetno tudi čez ocean. Janez, ko ste vi pač pričeli s to bančno sanacijo, pač moramo povedati za tiste, ki so mogoče pozabili, ti si imel zelo kratek mandat, v bistvu 1 leto si bil na funkciji, ne? Neto. Kaj od tistega, kar ste si zadali, ste recimo uspeli speljati? Vem, da ste zakonodajo takrat usklajevali z opozicijo, da ste tudi iskali to neko širšo soglasje. Koliko recimo vam je uspelo, koliko pa vas je čas pač tega konca vlade Janeza Janše prehitel, da niste vsega v celoti speljali? Zakonodaja je bila sprejeta, potem tudi obranjena na nek način pred referendumom. Zahteva za referendum je bila, ja. Tisti del, ko pa treba potem to implementirati, je pa pač padel na naslednjo vlado. A si ti takrat, ker vemo, da Alenka Bratušek, ki je bila kasneje predsednica vlade, že kot opozicijska poslanka se je ukvarjala s temi stvarmi, če se prav spomnim, je bila kar ena izmed vodilnih v tej pobudi oziroma pač v podpori tej pobudi za referendum. Si ti pričakoval potem, ko je prevzela funkcijo, da bo vendarle pač bolje obveščena o tem, kakšno je realno stanje, ali si pričakoval, da bo imela težave z dojemanjem situacije in potem tudi z razmišljanjem o tem, s kakimi koraki to reševati? Jaz mislim, da gotovo je bila veliko bolj obveščena potem, ko je postala predsednica vlade. Ampak pa tudi, če si opozicijski poslanec, vladi ne verjameš čisto vsega, kar pove. Ko si pa sam vlada, pa imaš podatke, verjameš verjetno vsaj svojemu finančnemu ministru, verjetno pa tudi guvernerju centralne banke. In je pa tukaj po mojem ključen problem, ki je v teh interpretacijah zarote, da je komisija na nek način zelo ostro nastopila proti Sloveniji brez razloga, ali pa zato, ker je tam bil nek uradnik iz Evropske ljudske stranke zadolžen za Slovenijo. Tukaj se nekaj zelo pozablja povedati. Alenka Bratušek je zadnjič tisti oddaji na televiziji rekla, da zelo ponosno, da na enem dokumentu o slabi banki ne boste našli
njenega podpisa. Skratka, ona še vedno zanika, da je bila to dobra rešitev. Tudi finančni minister gospod Čufer, ki je sicer potem to izpeljal, na začetku, ko je nastopil mandat, govoril o tem, da se bodo iskale druge rešitve. V koalicijsko pogodbo se ni dal zapisati takrat nobene zadeve, ki bi bila vezana na izvrševanje slabe banke. Pisalo se je o spremembi koncepta. In zdaj si predstavljaš, imaš eno državo, kot je Slovenija, ki je že približno pol leta, eno leto na radarjih komisije, na radarjih bonitetnih agencij, finančnih inštitucij. Kar mi navadni ljudje tega še nič ne vemo. Z veliko težavo in z veliko energijo, kot je tudi zadnjič rekel gospod Čufer, sprejme zakonodajo, ki pomeni začetek reševanja te situacije. Ta zakonodaja je dovolj dobra, da pomiri ne samo Evropsko komisijo, ampak tudi finančne trge, omogoči zadolžitev delo naprej. Pa pride nova vlada, pa reče, da tega ne spoštovala. In signalizira, da oni pa zdaj iskali nekaj čist drugega, pa čemer ne znajo povedati kaj drugega. In normalno je, da takrat začnejo v Bruslu zvoneti alarmni zvonci pri vseh. In potem je seveda povsem tudi normalno, da Evropska komisija ostro nastopi, napiše tudi kakšno poročilo in tudi mene ne preseneča, da je v nekem trenutku se tudi sama odločila oceniti velikost problema v Sloveniji, me pa se da zelo preseneča, da so to metodologijo skrivali pred Slovenijo, da je tudi zdaj niso hoteli razkriti, še vedno ne. Čemu ti to recimo pripisuješ? Jaz mislim, da jaz to pripisujem temu, da vejo, da metodologija ni bila bohe kaj. Mislim, tega ne zna drugače razložiti. Predskrivaš stvari, na katere nisi ponosen. In jaz mislim, da je komisija takrat sicer delovala po formalnih postopkih. Treba reči, da tisto poročilo, ki ga je gospod Čufer tudi omenjal, je normalno poročilo o makroekonomskih neravnovesjih, ki se dela za vse države. Dejstvo je, da je Slovenija po vseh kazalcih, ki so predpisani, imela makroekonomsko neravnovesje. Edino vprašanje tam je bilo, ali bo komisija sprožila formalen postopek proti Sloveniji ali ne. Na koncu se je komisija odločila za formulacije v teh poročilih, zaradi katerih v nobeni državi ni bilo treba speljati formalnega postopka zmanjševanja makroekonomskih neravnovesij, se je pa zelo ostro obnašala do Slovenije. Dobili smo priporočila, ki so bila zelo podrobna, zelo natančna, zelo ostra, zelo kratkimi roki za izvedbo, z rednim poročanjem v Bruselj, ne samo v tistem prvem letu 13, ampak tudi potem nekaj časa. To se samo kaže, da država ni bila kredibilna v svoji komunikaciji s komisijo. In kot en del tega pritiska je komisija tudi naredila neko svojo oceno, kot je bilo razumeti. Jaz tega takrat niti nisem vedel, ker se ni, mislim, takrat leta 13 se ni v tej neki posebni oceni komisije kaj dosti govorilo. To kaže neko temeljno nezaupanje. Si pa mislim, da ker je komisija to verjetno naredila zelo na hitro, brez neke zelo jasne metodologije, tako kot to lahko narediš iz Brusla, bom rekel, in gotovo na tisti papir ne more biti prav ponosna in zato ga raje ne kaže. Bi ga pa morala, če bi imeli tam v Bruslu informacijskega pooblaščenca, kot ga imamo pri nas, bi to že imeli. Zdaj nekateri pravijo, da je bil problem pri slabi banki, da se ni uveljavila prvotna ideja o dvotirnem upravljanju. Kaj ti praviš na to? Ne vem, mislim, da problem slabe banke je bil predvsem v tem, da ni bilo nekega zelo močnega nadzora na tem, kar slaba banka počne. Je kar nekaj indicev, da so tudi nekateri vodstva slabe banke znali poskrbeti tudi za svoje poslovne interese. Mislim pa, da generalno je popravila delo, za katerega je bila namenjena. Tisto, kar se vedno pozabi povedati, ko se govori o teh velikih diskontih in se ustvarja vtis, da je pa zdaj slaba banka, pa te svetovalci, ki so bili tam močno zaslužila, zato ker je poceni dobila premoženje. Razlika med ceno, po kateri je slaba banka dobila premoženje, in tisto ceno, po kateri ga proda naprej, se pripada proračunu. In ta razlika je namenjena za pokrivanje stroškov sanacije bank. Se pravi, na koncu, mogoče bi že zdaj to lahko nekdo naredil, ker mislim, da je večina stvari prodana, bi bilo treba od tistih 4 milijard stroškov sanacije odšteti to, kar je potem slaba banka pridelala nazaj s temi terjatvami. Da pridemo na neto znesek. Tako so te zadeve povsod zamišljene. Država vloži denar, potem ga pa skuša nekaj dobiti nazaj. Predlagam, da si zdaj pogledava izjavo bivšega ministra, zdajšnjega državnega sekretarja Metoda Dragonje iz oddaje, ki so jo že prej ti omenil, Brezno na TV Slovenija. Poglejmo. Prvo je to, da je bila sanacija bank opravljena prepozno in da je bila zato cena večja, kot bi morala biti. Drugič, da je, kar se tiče
te zamude prišlo tudi do tega, da so se pravila spremenila v evropskem prostoru na nivoju Evrope, kako se banke sanira in da so pravila v letu 2013 zahtevala, da prispevajo k pokrivanju izgub tudi tako zvani vlagatelji podrejenih inštrumentov. Da so cenitve, ki so bile podlaga za odobritev državne pomoči, se delale po metodologiji likvidacijskih vrednosti. No, ampak tudi moram povedati, iz tega razloga so prišle velike razlike med stanjem v bilancah bank koncu leta 2012, kjer so bile uporabljene metode poštene tržne vrednosti, likvidacijska vrednost pa pomeni razprodajo ali pa super razprodajo. V likvidacijski vrednosti so sredstva vredna 30 do 40% v primerjavi s sredstvi takrat, kadar gospodarski subjekti delujejo. In ta poudarek v tej oddaji manjka. No, ampak tukaj moramo... Evo, Janez, tukaj je Mojca Pašek Šetinc prekinila metodo Dragonjo. Predlagam, da midva nadaljujeva, naj jo ne more prekiniti. 3 točke je izpostavil Dragonja, če strnem. Nam prvič, bančna sanacija naj bi bila prepozna, drugič, pravila so se vmes spremenila in tretjič, glavni problem, ta razkorak v percepciji je, da ko se je delala pri nas, ko se je delal pregled, so bile to poštene vrednosti podjetij, prenašale so se pa potem na slabo banko ta podjetja po likvidacijski vrednosti. Kaj ti praviš na vse to? Jaz bi najprej rekel, da mislim, da to je bila ena od izjav v tej oddaji, ki je zelo veliko povedala, sploh če jih povežeš s nekimi drugimi izjavami, ki so dali različni ljudje v tej oddaji. In ta del oddaje je bil zelo zanimiv in tudi zelo dober. Tam je škoda, v bistvu se je oddaja takrat končala, takrat bi se mogla začeti. Težko je tudi takoj, verjetno enemu novinarju povezati vse te štrene, ki so mu bile prinešene na pladnju. Je pa tudi res, da se pa ta politični okvir, v katerega je bila oddaja postavljena, kjer so se prej pogovarjali, teorije zarote, kdo je kriv za sanacijo. Niso sodile te izjave Dragonja. Je pa tisto, kar je v bistvu bilo pa glavno sporočilo, pa je spadlo kot glavno sporočilo oddaje, tudi če ni bilo tako mišljeno in je zdaj izgovor za to, da se ne privatizira, pa da nihče ni nič kriv, razen mogoče gospoda Jazbeca in tako naprej. Ampak pa da se govori, da luknje sploh ni bilo. Ta izjava gospoda Dragonje je zelo pomembna zaradi tega, ker je povedal to, da se je prenašalo po likvidacijski vrednosti. Zdaj, to je popolno nasprotje z logiko državnih pomoči prvič. Gospod Čufer je na začetku te oddaje zelo lepo pove, da država lahko pomaga podjetjem, ki so viable, se pravi, ki lahko preživijo, če jim država pomaga. Ampak to potem ne ocenjuješ po likvidacijski vrednosti. To ocenjuješ tako, kot je bilo večkrat povedano tudi v oddaji, po pošteni ekonomski vrednosti, ki jo določa že ena uredba Evropske komisije, ki je obstajala že takrat, ko smo mi imeli vlado. To ni nič novega. In zdaj, druga stvar je vprašanje tega razdelitve bremena. Res je, da je Evropska komisija, pa ne Evropska komisija, predvsem je to prišlo iz sveta finančnih ministrov, iz evroskupine, da se je začel reševati banke tudi s sodelovanjem drugih lastnikov. Kar je po mojem normalno. Ampak če pozorno poslušate vse te izjave, ki so bile dane, tudi gospod Dragonja je govoril o pošteni delitvi bremena. Se pravi o sodelovanju. Tudi gospod Čufer je govoril o fair share. To ne pomeni nujno izbrisa teh. To ne pomeni nujno 100% izbrisa. Tudi ni res, da je Slovenija bila poskusni zajček, ker se to dela že na Cipru. Gospod Čufer je tudi na začetku daje povedal, da njegov prva službena pot, drugi dan službe je bil Bruselj, kjer so govorili o bail-inu v Cipru. Tako da čisto brez izkušenj ni to bilo, je pa res, da se je regulativa takrat dograjevala. Ampak res je tudi Evropsko sodišče povedalo, da nobena regulativa ne zahteva 100% izbrisa kot edine možnosti. Tukaj sta bila dva problema, po moje za Slovenijo. En je bil odločitev za izbris, ampak izbris potem, kar je v teh obveznicah podrejenih pisalo, ni bil možen drugače, kot če je banka v stečaju. Zato se je šlo na likvidacijske vrednosti, po moje, zato to je bil tudi eden od razlogov, da je luknja morala biti velika. Zdaj, če te številke približno držijo, ki so bile v oddaji povedane, je to prispevalo približno milijardo oziroma četrtino stroškov sanacije. In normalno, da je bil velik interes za to, da se to zgodi. Je pa glede tega fair share, oziroma enakega prispevka, pa poštenega prispevka vseh lastnikov, treba še nekaj reči.
tukaj so bili lastniki država, NLB je 100%, in so posredno lastniki te imetniki podrejenih obveznic. Ne. Zdaj, v smislu finančnega vložka, ja, oni so nekaj vložili, ker niso tega denarja, ker so morali na ta denar pozabiti. Ne. Država je pa vložila še veliko več. Ne. Ampak po drugi strani je država obdržala svoje lastništvo teh bank, ne. V prvem koraku lastniki obveznic so ga pa izgubili. To že ni več fair share. Ja. In potem država to proda in en del tega povrne, drug del povrne skozi prodajo terjatev, ki so bile z njeno garancijo in z njeno dokapitalizacijo prenešene na slabo banko. Ne. Se pravi, dobi en del svojega finančnega vložka v sanacijo povrnjenega, ne, izbrisani imetniki pa ne dobijo nič povrnjenega. Ne. To spet ni fair share. Ne. Se pravi, tukaj je zelo veliko vprašanj okrog tega, kako zdaj definiraš ta fair share. Mislim, da je zelo očitno, da to ni edina možna interpretacija, ki smo jo mi imeli takrat. Je pa res popolni izbris edina možnost, ki je bila. Ne. Teh obveznic se ni dalo, tako kot so bile narejene, 3/4 izbrisati. Ne. Bi pa fair share najbrž zahteval, da tako kot ta glavni lastnik, potem tudi oni imajo nekaj od tega, kar pa je glavni lastnik zdaj dobil nazaj skozi te operacije na slabi banki in s prodajo banke. Ne. Ja. Zdaj vprašanje bi imel še zate. Ja. Ali se strinjaš, da je bila bančna sanacija prepozna in kaj bi bilo drugače, če bi bila pač prej narejena? In drugo vprašanje, kolikšna je po tvoji oceni ta razlika med dejansko bančno luknjo in tisto, ki je kasneje obveljala kot uradna, in kdo, če kdo je zaradi te razlike profitiral? Ja, zdaj, sanacija je bila gotovo prepozna, morala bi se zgoditi že tam leta 2009, najkasneje 10. Ne. Bila bi bistveno manjša, enostavnejša, ampak sanacija v kompletnem smislu, ne, tako kot smo jo potem naredili. Se pravi, vključno z prenosom na slabo banko. Vključno s prenosom ali pa nekim podobnim mehanizmom, ne zgolj z dokapitalizacijo. Ki bi takrat stal veliko manj. Ne. Zdaj, kar se tiče tega, jaz ne moram ocenjevati, koliko je dejansko ta luknja bila, koliko je razlika med ocenami, ki so na koncu veljale, in neko dejansko oddaje je bilo povedanih tej oddaji, ki smo prej pogledali. Izvleček je bilo veliko stvari povedanih, ki kažejo na zelo, recimo nenavadno vrednotenje nepremičnin, na neka opozorila, ki so ves čas bila med uradniki, pa so bila v glavnem prezrta, da gre cena previsoko, nerealno visoko. Zdaj, kdo je tega profitiral, ne? Se pravi, ni zdaj možno reči, kakšna je luknja bila iz tega, je pa možno reči, da so neki resni dvomi o tem, a ni bila res previsoko ocenjena. Ne? Zdaj, kdo iz tega profitira? Prvič, jaz mislim, da tle šlo v enem velikem delu za pokrivanje prejšnjih ocen, prejšnjih slabosti pri tistem skrbnem pregledu terjatev, kjer so se nepremičnine zelo čudno ocenjevale, tudi te prve ocene komisije, ki je bila očitno tako čudno narejena, da si je še pokazati ne upajo. Ne? Da bo treba potem priti z neko številko, ki bo to za nazaj pokrila, pa bila mogoče še malo hujša, treba bilo priti številko, pa z metodologijo očitno, ki bo pokrila izbris podrejenih obveznic. Ne? Gotovo je bil interes komisije, da je ta luknja visoka, ker to zagotavlja komisiji, da je problem rešen in njej ne bo treba nikoli dajati denarja za to skozi neke trojke in podobne aranžmaje. Potem je pa seveda še tista druga plat, te visoke ocene, luknje, to so pa zelo nizke vrednosti terjatev, oziroma zelo nizke vrednosti pri prenosu terjatev. To pa po eni strani koristi predvsem tistim, ki so že takrat špekulirali, da bodo neke terjatve lahko potem odkupili. En del so gotovo ti finančni igralci na finančnih trgih, drugi del so pa ta naša omrežja, ki so v nekaterih primerih na nek način lahko kupila sama sebe nazaj skozi, recimo primer ACH je bil zadnjič dosti plastično, ga gospod Vrtovec, ki je predsednik te preiskovalne komisije, že omenjal, ne. Tam je gotovo šlo za to in jaz mislim, da te ljudje imajo dovolj povezav, ker je tudi iz te oddaje izhajalo, da ni samo bil problem vrednotenja, ampak je tudi problem, katere terjatve so se zajele, pa katere ne, verjetno je bilo preveč zajetih, nekatere pa spet ne, so verjetno lahko na kakšne konkretne stvari vplivala. Ne? In tudi Banka Slovenije je zelo avtoritativno potem nastopila s tem naprej določenim spiskom terjatev za prenos. In tukaj je lahko prišlo do teh vplivov, gotovo, ne? Po nekih kanalih, ki so seveda neformalni. In ni pa samo ta del, ne?
se pravi preko slabe banke, to bo zdaj komisija raziskovala, ampak cel model tudi potem privatizacije NLB-ja je bil nastavljen tako, da v bistvu omogoča, da tisti, ki so že prej na banko vplivali, zdaj banko prevzamejo nazaj. Zaradi tega, ker ko si ti 25% lastništva obdržal na državi, ostalo pa razpršil med neke male vlagatelje, si v bistvu imaš vedno glavno besedo država in če zdaj je med temi skladi, ki so kupili pa par odstotkov, gotov nekaj teh, ki imajo, če rečem po domači, nudbovski kapital noter skrit, ali pa nek kapital teh omrežij, in potem oni še odkupijo na borzi, recimo, ali pa od nekih drugih skladov, po nekih dogovorih, še kakšen majhen delež, imajo skupaj z državo že v bistvu odločilni vpliv na banko in smo tam, kjer smo bili. Pred privatizacijo samo vedeli, tega ne bomo. Ja, pa nadzora nimamo. Ja. To pa itak ne. Ja. Tako da to je zelo, v bistvu, na nek način zelo pametno izkoriščenje tega procesa, ki je bil dejansko proti temu namenjen, za to, da vendarle en del omrežja preživi in se vrne na stare pozicije. A ti misliš, da bi se mi, to, kar si zdaj omenil na začetku tega tvojega zadnjega odgovora, se pravi, da določene stvari so bile narejene zato, da so se pokrile napake za nazaj, bi se lahko takrat Slovenija, njeni najvišji predstavniki pač uprli temu na kakršen način, če je komisija želela s tem samo sebe za nazaj pokriti? In drugo vprašanje, zakaj po tvoje se ugotavljanje politične odgovornosti recimo v tej zgodbi bistveno hitreje ustavi, kot pa recimo v zgodbi Teša 6, vemo, tam se je končalo z ovadbami tudi zdajšnjega predsednika republike, prejšnjega predsednika vlade in tako naprej. Tukaj pri bančni luknji pa rečemo, ok, Janša je vse zafrknil z neko izjavo na Radio Ognjišče, od tu naprej je pa bil vse jazbec Banka Slovenije in neki pokvarjeni cenilci. Zdaj, kakor jaz vem, je ta državno-zborska komisija, ki je preiskovala prav nastanek bančne luknje v prejšnjem mandatu državnega zbora, tudi dala kar nekaj ovadb. Zdaj bomo videli, kaj se bo s tem zgodilo. Ta komisija, ki preiskuje pa ta del sanacija, o katerem se zdaj več pogovarjamo, pa v bistvu še začenja z delom. Tukaj bo verjetno na koncu prišlo do nekih takih inštrumentov. Tudi Tež komisija je delala kar nekaj leta. Tako da, ja. Kaj pa to, da bi se uprli lahko temu, da se za nazaj pokriva, recimo, imamo mi toliko moči v Sloveniji? Veš kako je, zelo lahko je biti za nazaj pameten, pa biti pameten za druge. Veliko težje je biti pameten zase in to takrat, ko je treba, eno leto kasneje, ko za nazaj premišljuješ. Meni je tudi danes v bistvu zelo lahko biti pameten okrog enih stvari. Tako da ne vem, to je, seveda, so inštrumenti, mislim, so načini, da država tudi reče, da ne. Recimo v točki, ko ti ne pokaže metodologije, lahko rečeš, da se pa tukaj ne pogovarjamo več. Veliko težje pa v tistem trenutku dojeti, da je to tista točka, ki jo moraš prekiniti, pa pod vsemi temi pritiski. Tako da jaz zelo težko kogarkoli obsojam direktno. Razumem. Z distance je to v bistvu težje. Janez Šušteršič, jaz bi se ti najlepše zahvalil za tvoje današnje sodelovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, poskušali smo vam predstaviti, zakaj je v resnici šlo pri sanaciji slovenske bančne luknje. Tako da to je bil bančno-kriminalni 308. faktor na TV3. Spremljate našo oddajo tudi jutri, ko bomo komentirali, kakšne spremembe volilnega sistema rabi Slovenija. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.